nas v življenju privlači, kaj odbija, zakaj se določeni ljudje privlačimo, drugi odbijamo, zakaj nas določene teme zanimajo, drugi ne, zakaj nas nekaj lahko razburi, zakaj ne, kje se mogoče skrivajo kakšni tako imenovani kompleksi, ki jih imamo, zakaj tako delujemo, kot delujemo in kaj ne nazadnje. Ta naš odnos do drugih, do sveta, pove o nas samih. V sredah sedimo pri psihoterapevtih in tokrat je znova z nami odlična psihoterapevtka Urška Ajdišek. Dobrodošli, dobro jutro. Dobro jutro. Res, zakaj nas določene stvari spravijo s tira, druge ne? Zakaj nekdo reagira povsem mirno na neko stvar, drugi ne in se mogoče ob istem stavku lahko zelo vznemiri, zelo razburi? Ja, naprimer, imamo dva človeka, recimo Tone pa Janez. Oba sta enako visoka, se pravi, na neki objektivni ravni sta ona dva enaka. Ampak, ko se je Tone rodil, se je rodil v družini, kjer se je rodil kot najmanjši otrok in je bil vedno ta mali, kot jih kličemo. Medtem ko Janez je imel samo mlajšo sestrico in je že v tem se drugače odvijalo pri njemu v družini. Potem naprej. Skozi osnovno šolo, recimo, se je Tone vpisal v košarko, kjer so bili večinoma njegovi sošolci višji od njega, ker običajno za košarko se odločijo višji ljudje. In potem, recimo, Janez se je mogoče vpisal na nogomet ali neko drugo dejavnost, kjer višina, recimo, temu tako, da ni tako pomembna. In to se je nadaljevalo, Tone je prišel v službo, kjer je njegov šef podobno je bil višji od njega, tudi njegov sodelavec je bil višji od njega in ta njegova višina je postajala vse bolj pomembna. Medtem ko pri Tonetu so bili sodelavci približno njegove višine in to na njega ni vplivalo. Se pravi, imava dva popolnoma enaka človeka po višini, a pri njima se razvije na nek način drugačno čustveno reagiranje na neko sicer objektivno dejstvo, višina. In zdaj zato, ker je Tone imel tako življenjsko situacijo, njega višina bolj skrbi kot recimo Janeza, ki s tem ni imel težav. Ima kompleks. Ima kompleks. Temu rečemo, ja. Pa če dovolite, bi narisala, kako s tem gre. Ta čas, ko boste, Urška, to narisali, bom jaz samo povedala gledalcem, da če ste se ravno v tem prepoznali, pa lahko je vaš primer drugačen, ne govorim, da je to višina, lahko zdaj izkoristite in psihoterapevtko tudi kaj vprašate v živo. Tako da naši telefonski številki ostajata odprti, 01475 20 20 20 21 in če želite kaj vprašati tudi o sebi, o drugih. Skratka, to je zdaj super priložnost, da to storite. Ja, jaz vas pa prosim, da nam to še ponazorite. Se pravi, če mi govorimo, da ne bom zdaj bila, višino sem zbrala zato, ker je nekaj zelo objektivnega, kjer vsi ljudje vidimo razliko, ki je očitna v neki čustvenem obarvanju, medtem ko je objektivno ne vidimo. Lahko pa je to kjerkoli tema. Recimo si izberemo temo poroke. Se pravi, poroko vsi ljudje poznamo kot neko temo. Ampak na temo poroka, recimo, ko sta se moja starša poročila, sem že kot mehna, verjetno mogoče še v maternici in tako naprej, sem dobivala neke izkušnje skozi mamo in potem naprej, ene so bile negativne, ene so bile pozitivne in se mi tako te izkušnje lepijo kot ena čebula na to mojo temo poroke. In potem recimo, ne vem, soseda se je poročila, mi je bilo lepo, gledala sem zelo rada sem imela oddajo, kjer so nastopale princeske, potem neko risanko sem imela zelo rada. Potem se je to nadaljevalo, potem sem bila pa jaz dovolj velika, recimo, da bi se jaz morala poročiti, me je pa recimo moj zaročenec pustil pred oltarjem. To je seveda bila zame zelo travmatična izkušnja, kar pomeni, da se je meni ta čebula zelo negativno obarvala. In tako naprej. Se pravi, teh izkušenj imam jaz veliko. Kaj se potem zgodi? Potem nekdo, podobno kot smo rekli, pri Tonetu, ali pa, to sem zdaj nalašč tako narisala, bom potem, ker to se vse dogaja v nezavednem. Potem pa pride nek sprožilec. Se pravi, v tem primeru se lahko zgodi, da nekdo v pisarni v moji službi omeni to poroko. In jaz se razburim nenormalno intenzivno.
Podobno kot recimo Tone, ki ga, ne vem, ki mu recimo njegov nadrejeni samo popravi, da je na robu obrnil jopico. Ampak on to za razliko od višjega sodelavca vzame veliko bolj čustveno intenzivno. Včasih je lahko von, recimo jaz v primeru poroke, jaz grem mimo človeka, pri katerem zaznam podoben von, kot je imel moj zaročenec, ki me je pustil pred oltarjem, recimo. Se pravi, ta intenzivnost čustva se skozi nek zunanji držljaj zbudi in potem seveda jaz vzbruhnem v jok. Se pravi, neko intenzivnost čustvo. Ampak je to potem nekaj slabega, da smo zakompleksani, da nam ostane ta kompleks? Oziroma, kaj potem s tem naprej? Ne, to ni nekaj slabega. To imamo vsi. To je nek vir našega delovanja. Zato, ker nas neke stvari motijo, smo mi v neki potrebi, v neki nuji, da napredujemo. Pomembno pa je, bom zdaj tukaj tudi pokazala, kako se to povezuje. Recimo, to so železovi opilki. In recimo, če je to recimo poroka, o kateri sem prej govorila, in ta prvi kupček je recimo... Moška razmišljam, kako bi to pokazali na kamero, ker to je res zanimivo, samo če znižava, Niko bo to parlo. Ja, takole, v redu. Kamera bliže. Dobro. Deluje. Se pravi, gre za različne, prej smo rekli, da so to kompleksi, ampak recimo za lažje bom jaz rekla to čebulo. Imamo različne čebule, tega je neskončno mnogo. Na vsako temo bi lahko narisali podobno čebulo, pozitivnih in negativnih izkušenj. In potem, se pravi, ko imam jaz en problem, nekaj me spomni, se pravi, nek von me spomni na to moje poroko, neizvedeno. Potem pa pride še ena druga stvar, ki me spomni na to. Recimo, kakšen je bil ta moj nesojni zaročenec. In potem spet se ta del se potegne in moja intenzivnost čustev je še hujša. Se pravi, jaz še bolj razbesnim, še bolj jokam. Se pravi, vse, kar je v tistem trenutku povezano, zdaj, če ste videli iz enega tega žarišča, se potem vse skupaj združi in potem je takole kot nezavedno delovanje. To sem zato pokazala, zato ker zgoraj, na zgornjem delu lista se zelo nazorno vidi, da tako kot v življenju, mi samo vidimo efekt. Podobno kot na zgornjem delu lista. Se pravi, podobno kot sta se zdaj dva ta žarišča združila, je od spodaj ena nezavedna sila, nekaj, kar nas kar prevzame. In recimo, če bi nas kdo opazoval takrat, recimo, ali pa Toneta pa Janeza, ne, recimo, kaj, mislim, sodelavec bi rekel, pa kaj pa zdaj tukaj se zgodilo? Nič nam jasen. Zato sem ponazorila, to ponavadi naredim na predavanjih, zato ker si ljudje lažje predstavljajo, drugi ljudje ne vejo, kaj se v nas dogaja. In podobno je tukaj. Se pravi, to je nezavedno dogajanje. In ta čebula se dogaja v našem nezavednem. To je zelo zanimivo. Imate pa zanimivo metodo. Mislim, da tudi potem, ker nam to vizualizirate, nam pomagate to ozavestiti. Če govoriva iz nezavednega, da to prihaja v zavedno, zdaj, ko se o tem pogovarjamo, gotovo bo vsak od nas kaj prepoznal. Namreč, verjetno imamo vsi neke take čebule. Jih imamo veliko, jih imamo mogoče preveč, jih sploh imamo vsi komplekse, no? Vsi imamo kompleksov in izredno veliko imamo teh kompleksov. In tako, kot sem prej rekla, dobro je, da jih imamo, ker to je neka naša življenjska gonilna sila, da mi napredujemo, da v bistvu imamo neko gonilno silo, ki nas poganja v življenju, da raziskujemo in tako naprej. Zdaj pa, če dovolite, bi pokazala samo, kako se to naprej. Problem je v tem, kadar je te energije, ker te čebulni olupki, te plasti čebule so naša energija. Zdaj, to je zelo, danes je to zelo modern pojem te energije, ampak dejansko gre za kadar imamo teh kompleksov nezavedno, ker tega je veliko, to je neka druga tema, ki se podobno, in tako naprej, in tega je veliko nezavednem. Ampak problem nastane, ko kar naenkrat, če se s tem ne ukvarjamo, pač rečemo, ok, vse to imamo, vsi, to ni problem. Problem nastane, kadar smo kar naenkrat brez energije.
smo ves čas utrujeni, nimamo neke prave volje do življenja. Takrat se običajno zgodi, da je tega v nezavednem, se pravi, da je vsa naša energija v nezavednem in da ne pride do našega zavestnega stanja. In kaj se takrat zgodi? Stvari, ki nas tukaj, kjer imamo energijo vkleščeno, se pravi, če je to jeza, ki je jaz nisem mogla kot otrok izražati, ker v naši družini recimo jeza ni bila sprejeta kot dobra oziroma kot nekaj normalnega in smo bili navajeni, da malo potlačimo in da to ne izrazimo. V tem primeru bom jaz, se pravi, če sem to, bom zdaj zelo tako matematično narisala, se pravi, če je to moj zavestni jaz, zavest, potem kaj se zgodi, to je pa moje nezavedno. Potem bom jaz to svojo jezo preslikavala na druge ljudi. Se pravi, vsi okrog mene bojo naenkrat postali jezni. In v tem primeru bi jaz svetovala pač ljudem. Stvari, ki jih vidimo okrog nas, običajno razlagajo o temu, kaj mi nosimo v sebi, v našem nezavednem. In tu je potem delo na sebi. Ja. No in to je važno. Kako potem to nekako urediti? Mi lahko povzročimo, da so drugi nejezni, ampak prijazni. Ali to pomeni, da moram jaz najprej postati taka? Ja, najprej je dobro opazovati ljudi okrog sebe. To bi jaz rekla kot prvi korak. Ko enkrat opazimo, da ljudje podobno reagirajo name, takrat je že nek namig, da je nekaj iz mene, ki izhaja. Se pravi, če jaz, ko menjam partnerje, vsak deluje name približno enak, a ne? To je recimo primer. Takrat začnemo raziskovati, a je v meni neka neizražena jeza, ki jo jaz prenašam na druge ljudi okrog sebe in s tem jaz ne delam svojo jezo. In ko se iz tega zavem, sem bolj pozorna na to jezo, počasi to jezo ozaveščam in jo, to pomeni v tem primeru, če gledamo na tej sliki, to jezo, to čebulo počasi luščim. In vsak sloj čebule, ki me recimo, ko jaz svojo jezo ozavestim, vrnem en del energije v zavest in s tem sem jaz takoj bolj sproščena, odprta, več energije imam. Se pravi, do te jeze, jaz bi svojo jezo počasi morala sprejemati, jo nekako razumevati, mislim, neko ljubezen do nje čutiti, zato da lahko se ta energija sprosti, se pravi, da je jeza nekaj normalnega, da jaz lahko ta del sebe sprejmem in potem pač lažje zaživim širša, se bolj razumem tiste, ki so jezni in tako naprej. Kot recimo, če, ne vem, če se peljem v avto in moj otrok gleda okrog in pravi, mami, pa kje ti vidiš vse te živali? Ja. Zelo pomenljivo in super nasveti za našo psiho, za našo dušo, za naše srce. Hvala, Urška, in se veselim naslednjič, da delamo naprej na sebi. Hvala tudi vam za povabilo.